Res je, ko sedim v Evropskem parlamentu, ko se ukvarjam s svojim delom, s oblikovanjem evropskih politik, primerjam, kaj se dogaja v Sloveniji, kaj se dogaja v Evropi, kajti svojo vlogo vidim tudi na tak način, da poskušam, kolikor se le da, dobre prakse, dobre stvari prenesti tudi v svojo domovino. In to je res ena izmed velikih razlik, ki sem jo opazila, da se dogaja, da je velika, če primerjam Slovenijo in Evropo. Pri nas razmišljamo bolj o kaznih, kot pa o tem, kako bi ljudi spodbudili, da bi skupaj stopili k nekemu cilju. Se lahko dam tudi kar nekaj primerjav, recimo iz tega, kar se zdaj trenutno dogaja. V krizi finančno-gospodarski smo tako kot ostale evropske države, malo bolj kot nekatere, pa malo manj kot druge. Ampak na kak način se mi pogovarjamo o njej? Na tak način, da je treba morda uvesti, zvišati davek na dodano vrednost, da je treba podaljšati delovno dobo, da bo treba znižati pokojnine. Vse to so ukrepi, o katerih se tudi mi ukvarjamo, ko govorimo o tem paketu, kako naj države članice ukrepajo. Ampak na tem še zdaleč ni poudarek. Poudarek je na tem, kako ljudi spodbuditi, da bi ustvarjali, kako jih spodbuditi, da bi malce več tvegali, da bi se podali v podjetništvo, kako jih spodbuditi v zeleno gospodarstvo rast. In to je tisto, kar pri nas pogrešam. O tem praktično ne govorimo. In ko potem razmišljam, zakaj ne, se vedno znova in znova vrnem k temu, da kadar imamo kakšen izziv, ki je res velik, v katerem bi morali ustvariti neko družbeno mnenje, takrat se vedno vrnemo k nekim ideološkim problemom, ki nas delijo in mislim, da se vračamo k njim predvsem zaradi tega, ker nismo razčistili zgodovinske resnice. Zato se je tako enostavno k njim tudi vrniti, ker ne dajo nekega odgovora na tak način, kot se mi vračamo k tem problemom. Zato sem tudi s takim veseljem pristopila oziroma se pridružila svojima dvema poslanskima kolegoma pri tem projektu. Je pa seveda so še druge razlike, ki izhajajo prav iz te nerazčiščene zgodovine. Recimo, ena taka razlika, ki jo vidim in se mi zdi izredno pomembna, je, da nismo ponosni nase kot na narod. Jaz mislim, da osnova, iz katera moramo izhajati, če želimo biti uspešni v Evropski uniji, je, da smo najprej ponosni Slovenci, potem pa tudi seveda uspešni Evropejci. Zakaj nismo? Zaradi tega, ker po moje otroci, pravzaprav pa ne samo otroci, tudi mi odrasli, ne vemo natančno, kaj se je dogajalo, ker nimamo razčiščenih stvari. Tudi jaz sama, ki sem te dogodke, o katerih je bilo prej rečeno, spremljala bolj preko televizije, bi rada dobila bolj jasno sliko, bolj jasno informacijo o tem, kar se je dogajalo. In Evropski parlament je konec prejšnjega mandata sprejemal tudi eno resolucijo, kjer smo jasno napisali, da ljudje na različne načine interpretirajo zgodovino. Tudi zgodovinarji, ki pa imajo nekaj objektivnih inštrumentov, s katerimi lahko natančno povejo, to je resnica, kajti resnica je vedno ena, interpretacij je pa več. In iz tega, ker nismo svojo resnico, ali pa ne vem, kaj je razlog, kaj je posledica, pogrešam tudi to, da pravzaprav nimamo neke kulture, da bi povedali, kdo so tisti veliki ljudje, ki zaslužijo vse priznanje za to, da danes živimo v svobodni, demokratični, večstrankarski Sloveniji. Mi nismo nikoli res, bom rekla, na tak način predstavili ljudi, točno predstavili ljudi, kaj je bila njihova vloga in jim rekli hvala. Nikoli nismo rekli, da smo jim hvaležni, ne da bi se spuščali v neke ideološke spopade. In jaz zdaj moram reči, da sem izredno počaščena, ker sedim v tem krogu ljudi in da si pred 20 leti, pa še nekoliko prej nisem niti v sanjah predstavljala, da bom kdaj imela to priložnost in res se vam vsem zahvaljujem, da ste mi to priložnost dali. In še na eno razliko bi rada opozorila na odgovornost.
Pri nas se mi zdi, da v Sloveniji da kar nekako razmišljamo v tem smislu, da se stvari ne da spremeniti, da pač gredo neko svojo smer, verjetno se še spomne kdo nekega oglasa, nekoč psi lajajo, karavana gre dalje. In to se mi zdi zelo žalostno. V demokraciji je vsak posameznik odgovoren, da spremlja, kaj se dogaja, da terja pravzaprav od politike, da mu daje odgovore in da potem tudi spremlja, ali nekdo, nek politik, ki določene stvari obljublja, te obljube tudi drži. In ne gre le za odgovornost posameznika in odgovornost politike, gre za pravzaprav odgovornost vseh družbenih skupin. S tem mislim tudi na odgovornost novinarjev, odgovornost stroke. Nehajmo govoriti, kako nismo zadovoljni s situacijo, ampak ne začne vsak sam pri sebi. In jaz bi rada rekla, da je pri tem odgovornost tudi na mlajših generacijah. Ne, da se oziramo samo proti tem, ki so nam dali samostojnost, ki so nam preborili to svobodo, ampak tudi na mlajših generacijah, da tisto, kar nam ni všeč, popravimo in spremenimo.